Mi smo tu. Naslov razstave študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici v glavni mestni galeriji v mestu, Mestni galeriji Nova Gorica. Zelo smo veseli pravzaprav te priložnosti, da smo v tem posebnem prostoru, ki ni navadna bela kocka, ampak je nekaj čisto drugega, da smo lahko domovali oziroma domujemo 5 tednov, plus še ves čas, ko smo postavljali, tako da smo se zelo udomačili v tem prostoru, polnem zvokov, podob, gibajočih, mirujočih. Naslov Mi smo tu pa mogoče pomeni tudi več kot samo to, da smo v galeriji. Ob 30-letnici univerze seveda razmišljamo tudi o poti 30-letni za linijo Akademije umetnosti od Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, ki se je leta 1994 odprla v Ljubljani in potem preko 2 ljubljanskih lokacij skočila v Staro Gorico, že kot Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici. In dodobra izkusili ta čezmejni in brezmejni prostor obeh Goric in tik pred covid lockdownom preskočili mejo nazaj v Slovenijo, ne daleč stran od prejšnje lokacije, ne vem, če sta polna 2 kilometra od tam, v Rožni dolini, v bivši Primexovi stavbi, kjer domuje Univerza v Novi Gorici in sedaj že kar nekaj let tudi mi, Akademija. Program Akademije je zelo poseben. Nastajal je organsko skozi dolga leta, že iz prejšnje oblike šole in se ob tem, ko smo se priključili Univerzi v Novi Gorici, obnovil in po pravilih bolonjske reforme in ohranja to svojo značilnost, da gre za en program, ki ima več nosilnih modulov, ki pa so med seboj kompatibilni na ta način, da študentje lahko delujejo v svojem, raziskujejo izrazito v svojem mediju, vendar v vsakem primeru tudi sodelujejo sošolci iz drugih modulov, nekateri pa prav posebej uporabijo tudi to možnost, da te usmeritve in predmetnike kombinirajo med seboj. Med programi je gotovo pri nas najbolj poznana animacija. In to različne vrste animacije. Zanimivo je, da seveda velikokrat mladi poznajo predvsem tuje animirane filme, velikih produkcij daljnih dežel, ali so bodisi ameriške, ali so daljne vzhodne in tako naprej. In ko pridejo k nam, spoznajo pravzaprav tudi stop animacijo, ki je nekaj zelo osnovnega, ampak jih navduši in je zanimivo, kako se vedno več tudi naših prostorov odpira v male studije za to tehniko prav. Bodisi 2D ali 3D, risano ali pač lutkovno ali pač lahko tudi zelo abstraktno, ampak v tej tehniki. Tako da spoznavanje teh tehnik je prav v porastu. Drugi tak oddelek je videofilm oziroma film na magisteriju in ki je morda začel pred leti bolj kot en tak hibriden film, bolj eksperimentalen, zdaj pa se spet cepi v bolj igrane, veliko je igranih filmov, tudi na Festivalu slovenskega filma je vedno več teh naših filmov. Ostaja seveda tudi eksperimentalni in dokumentarni. Potem je eden od programov fotografija, ki morda ima že spet pri nas nek poseben profil, ker obstajata 2 šoli fotografski, že v Sloveniji. Tako da tudi tukaj imamo en drugačen mogoče kot
kako se lotevamo fotografije. Preostaneta še dva nosilna modula, novi mediji in sodobne umetniške prakse, ki sta seveda oba dva morda na vsaki akademiji nekoliko drugačna in se drugače razumeta. Recimo v mojih letih na akademiji, davno tega, so bili novi mediji, je bil video, pač takrat je bil novi medij video, ker pač ni bilo tega medija še nedolgo nazaj v tistih časih, ko sem bila jaz študentka, recimo. Nekateri novi mediji rečejo fotografiji, še vedno kakšna klasična akademija, ki ima v glavnem kiparstvo in slikarstvo, fotografija paše v nove medije. Seveda že dolgo ne, ampak nedolgo tega pa ja. Tako da pri nas so, recimo, da si razdelimo to področje tudi, kako ga definiramo. Če je nekdo bolj, da ga zanimajo bolj mediji kot taki, bolj raziskovanje različnih medijev v kreativnih praksah, potem verjetno se bo odločil za oddelek novi mediji, za nosilni modul novi mediji. Če ga pa bolj zanima kontekst, zgodba oziroma raziskovanje v nekem kreativnem kontekstu in bo medij izbral šele kasneje, ko bo videl, za tisto delo je pa ta in ta medij primeren, ta običajno zbere sodobne umetniške prakse. Tako da je zelo fluidno in se tudi zelo razvija zelo na kombinacijo interesa študentov, ki so, hkrati pa seveda z nekimi osnovami, ki so v vsakem primeru prisotne. Morda bi pa zdaj še par besed o sami razstavi, kjer stojimo v Mestni galeriji. Večinoma smo izbirali izmed del, ki so že bila nekoč izbrana za druge razstave, ki so že šla v svet in se zdaj vračajo nazaj. Recimo, precej je del, ki smo jih predstavili v zadnjih 5 letih na Ars Electronici v Linzu, se pravi na največjem festivalu svetovnem novomedijske umetnosti, in z različnimi deli sodelujemo tam vsako leto. Izmed teh del smo zbirali tudi za to razstavo. Tudi 2 deli smo iz letošnje edicije potegnili v razstavo in sta ravno tako preizkušeni že tam. Nekatera dela kot fotografije, recimo zadnje delo, ki smo ga izbrali izmed fotografij, je bilo izbrano tik pred zdajci, ko je naš diplomant imel zagovor diplome in razstavo v eni od obalnih galerij in smo ga potegnili v program. Hkrati smo povabili tudi kakšnega starejšega študenta, diplomanta, ki medtem končuje, recimo ravno pred sabo imam fotografsko serijo, ki je nastala nekaj let nazaj, se tiče teme dedka, obmorskega človeka in njegovih prostorov ob morju, in hkrati za mano se predvaja film domačina iz Brd, Mihe Reje, ki je naredil pravi poklon Brdom in kurentom vseh sort iz Slovenije. Eno tako malo mojstrovino v risbi, v ritmu, v montaži, in smo jo tudi vključili, čeprav je že stara 3-4 leta. Morda bi rekla še nekaj besed o animaciji na razstavi. V razstavo smo vključili en del teh animacij, scenografij, se pravi tisti skriti del, zelo pomemben del, ampak skriti del, ki ne more na festivale, ki ne more med publiko, razen izjemoma. In
tako da bomo filme seveda naprej prikazovali na velikem platnu, na večerih filmov, medtem ko scenografije, rekvizite, lutke pa lahko delno vidite, del teh seveda, lahko vidite v galeriji. In moram reči, da je veliko zanimanje tudi šol in posameznikov, otrok seveda, ki na ta način spoznavajo, kako to sploh nastaja, kaj to pomeni, kako se ta lutka premika. To ni odrska lutka, to je spet na nek drug način narejena lutka. Scenografije morajo dopuščati neke določene dostop do njih, da se jih lahko premika. Tako da v bistvu v tem smislu čutimo to neko poslanstvo tudi na semestrskih letnih razstavah na akademiji, da informiramo, vzgajamo občinstvo, ker z animirani filmi smo vsi rasli in zdaj so dostopna in kot filmi in kot kratki neki animirani klipi in na telefonih in tudi v dvoranah, ampak na televiziji, na telefonih, kjerkoli smo pravzaprav oblegani. Animacija izgleda kot nekaj, kar obstaja in nima konca in začetka in je nekaj, kar tudi nastane hitro, ker ljudje ne vejo, kako deluje. Tako da tukaj lahko vidite eno delo, ki je začelo nastajati v drugem letniku prve stopnje in končalo ob magistriranju 5 let kasneje, kar pomeni za mlado osebo zelo veliko let biti pri istem projektu, ki se je razvijal skozi vsa ta leta. Je pa res, da zelo velik, ampak to je 10 minut filma. Tako da nekako na ta način smo se lotili tega izbora, ki je bil precej težek, ker lahko bi dali tudi popolnoma druga dela. Mislim, da bi bila razstava tudi dobra. Thank you.